iz kulturnega sveta. Pozdravljeni, drage poslušalke in poslušalci. Na valu Radia Koper se začenja oddaja iz kulturnega sveta, ki pa bo danes nekoliko drugačna. Preselili smo se v studio Hendrix, kar pomeni, da jo lahko spremljate tudi preko streaminga. Nekaj poslušalcev pa imamo tudi v studiu. Tudi njim velja naša dobrodošlica. Oddajo smo pripravili skupaj z Zvezo kulturnih društev Koper, ki je v tednu ljubiteljske kulture, letos namenjene pisanju in branju, želela do javnosti na drugačen način, izbrala je našo oddajo, skupaj pa se veselimo današnjega gosta, pisatelja Gorana Vojnovića. Z nami je tudi Marcel Marinšek, ki bo poskrbel, da bo kakšen premor zapolnila glasba. Oddajo vodi Neva Zajc, ob meni pa je razširjena radijska ekipa. In zdaj končno dobrodošli v Kopru Goran Vojnović. Hvala, lep pozdrav. Dobrodošli tudi vi, Marcel Marinšek. Za uvod nekaj besed za tiste, ki gotovo Gorana Vojnovića vsi poznate. Prebrali ste vsaj Čefurje Raus, ampak vendarle za mogoče manj seznanjenje nekaj uvodnih besed. Seveda Goran ni samo pisatelj, ampak je tudi režiser in scenarist, pa kolumnist, izvrsten opazovalec družbe in kritično pero in oko. Napisal je 4 romane, zadnji nosi letošnjo letnico in ima naslov Đorđić se vrača. Prvi, ki ga je ponesel nebo, od tod verjetno pogosten vzdevek Zvezda, pa je Čefurji Raus. Izšel je leta 2008, dosegel neverjetnih 20.000 prodanih izvodov ter gotovo najširše bralstvo pri nas. Sledila je Jugoslavija, moja dežela, 4 leta kasneje, čez 4 leta še Figa in nazadnje letos, kot že omenjeno, nadaljevanje Čefurjev Đorđić se vrača. Ob naštetem je treba dodati, da je za vse 3 dobil Kresnika, kar je spet prvovrsten fenomen, enkrat tudi nagrado Prešernovega sklada. Goran Vojnović, diplomant Ljubljanske akademije za gledališče, radio in televizijo, je posnel več kratkih filmov, posnel je tudi svoj dolgometražni prvenec Piran Pirano leta 2010, gotovo ste ga videli, kasneje še Čefurje. Končan ima že film Nekoč so bili ljudje, ki čaka, da pride v dvorane. Njegova dela so bila prenesena na oder, konec julija bomo v Kopru videli premiero Jugoslavije, moje dežele, ki je koprodukcija z mladim bosanskim gledališčem iz Prijedora in ki bo tam doživela premiero že 9. junija. Vojnićeve knjige so ves čas dobro prevajane v tuje jezike, ne vem natančno koliko, verjetno bomo od njega zvedeli bolj natančno, kajti ves čas se prevajajo kar na novo in berejo jih torej tudi na tujem. Tako, Goran, bodi dovolj za uvod, malce sem bila dolga, ampak mislim, da je bilo vendarle potrebno malce obnoviti vedenje in znanje. In seveda, ko predstavljam vaš opus, je popolnoma nemogoče, da bi se lotila vsega, zato se bom danes vendarle omejila na nekatere stvari. Se pravi, začeli bomo z zadnjim romanom Đorđić se vrača, ki je izjemno zanimiv tudi zato, ker je nadaljevanje vašega prve uspešnice. Potem seveda se bova dotaknila Fige, ki je bila letos knjiga, ki so jo morali prebrati maturanti in je seveda gotovo najbolj brana knjiga letos med mlado populacijo. Malček tudi Jugoslavije zaradi predstave, ki prihaja v Koper, in seveda na konec bova rekla še kakšno besedo o filmu, ker sem že omenila, da je en film na čakanju, eden pa v montaži, ne bom razkrila kateri, ker bova to raje povedala na koncu. Tako, začniva v Fužinah. Zakaj? To je ljubljansko naselje, v katerega se vrača v tej knjigi Marko Đorđić in ste ga s Čefurji postavili na literarni zemljevid. Zanimivo je, seveda, da se znova vračate v Fužine, kajti Marko Đorđić se v tej knjigi vrne iz Bosne po 10 letih. Vi ste odraščali v Fužinah, pa bom za ogrevanje najprej vprašala, kakšno je bilo življenje v Fužinah v vašem času? Ja, jaz sem na Fužinah preživel 22 let, od leta 86 pa potem do nekje do leta 2008. In že v tem času so se v bistvu Fužine spremenile. V 90-ih predvsem so bile
bolj kot karkoli drugega produkt nekega časa. Ne. Skratka, ni šlo le za to, da so blokovsko naselje, da so nekje na predmestju Ljubljane. Šlo je predvsem za to, da so tam živeli seveda ljudje iz vseh koncev bivše države, ki so seveda zelo osebno doživljali takratno dogajanje, predvsem vojno, razpad Jugoslavije. Tudi tranzicija, bom rekel, je seveda v tem svetu, ki je bil nekako močno zaznamovan, seveda tudi z delavskim razredom, njegovo usodo se je pustila svoje sledi in nekako vsem tem smo seveda mi odraščali. Ne? Seveda takrat določene stvari si opazil, določene ne, ampak ugotovil si, da je pravzaprav bil čas tisti, ki je nekako v bistvu Fužinam dajal poseben ton. Ne? In vas je ta čas prav gotovo zelo zaznamoval, ne? Ker sicer verjetno ne bi napisali Čefurjev. Ja, ta čas, mislim, poleg tega odraščanja v nekem kulturno zelo mešanem okolju, specifičnem, tudi jezikovno specifičnem okolju, je seveda mene zaznamovalo to, da je seveda, ko sem bil star 11 let, država, v kateri sem takrat živel, razpadla, ker naenkrat so se v bistvu vsi moji sorodniki znašli za mejo, do nekaterih potem dolgo nisem mogel. Skratka, vse to v bistvu je nekaj, kar me je zaznamovalo seveda najprej kot človeka in potem seveda tudi kot pisatelja. Ne. To so neke teme, o katerih od takrat intenzivno premišljujem. Nekako poskušam v bistvu še danes razumeti, kaj točno se je zgodilo. Kar je nenazadnje potem tudi, ne bom rekla rdeča nit, ampak vendarle ves čas je ta problem identitete, ne, če začneva kar na začetku uporabljati prave izraze, se seveda ponavlja v vseh romanih. No, ampak zdaj bi vprašala to. Đorđić se vrača, po 10 letih se je vrnil iz Bosne, kamor je šel zaradi neljubega dogodka, pretepa nekega šoferja, pa nekaj je zakuril tam, ampak danes ne bomo o tem, kaj je v Čefurji. Vrača se in seveda vrne se v spremenjene Fužine. Kaj je tisto temeljno, kar se spremeni v Fužinah in temeljno, kar se spremeni pri Marku? Ja, Fužine so se potem, ko so nekje te časi negotovosti, nekih družbenih sprememb minili, ne, recimo tako po koncu 90-ih, se dejansko normalizirale, se v bistvu približale drugim, ne samo blokovskim naseljem, ampak nasplošno drugim delom Slovenije. Nekako se je vsa situacija umirila, ne, postali so neko normalno družinsko naselje. Večina mladih se je bila prisiljena odseliti v neke cenejše lokacije, v neke, rekel, še bolj oddaljene kraje od Ljubljane. Ne. Tu so ostali v bistvu njihovi starši, tako kot so ostali moji starši, ne, ki so danes v bistvu upokojenci. V bistvu so se potem naselile v glavnem mlade družine, ki so v Fužinah odkrile neko kvaliteto, zelene površine, neko prostornost, bližino narave in tako naprej. In na nek način je popolnoma drugačno vzdušje, kot je bilo. Seveda so zadržali neko svojo pestrost, ne pa tudi to slojevitost. Ne. Danes nekako so bolj podobne vsem drugim. Uniformirane tudi. Nekako, če so, ne vem, v 90-ih še vedno živeli tam pripadniki različnih slojev družbe, ne, danes nekako temu ni več tako. Ne. Tako da so vsekakor bolj umirjene, bolj prijazne, pa tudi bolj dolgočasne. Ne. Kaj pa Marko? Marko po 10 letih, to je drugačen Marko, ne samo to, da ima 10 let več, ampak odrastel je tudi drugače. Kakšen se vrne in kaj zaznava, ko se vrne domov? Ja, Marko nima samo 10 let več, ima predvsem 10 let več preživljenih v Bosni. Ne? In to v Bosni, ki je zaznamovana z revščino, z nacionalnimi napetostmi, z neko negotovo prihodnostjo, ne, z neko konstantno politično krizo.
z vsem tem, seveda, predvsem pa s travmami iz vojne, ki še vedno nekako določajo življenje v tej državi. Vse to seveda ga naredi ne toliko za bolj odraslega, kot za bolj izgubljenega. Ne. Seveda veliko več vprašanj ima. Ne. Pri 18 seveda mu nekje jasno, da seveda pripada nekemu svetu fužin, čefurstva, nekemu panšinskemu svetu, da je nekje razpet med Bosno in Slovenijo. 10 let kasneje v bistvu mislim, da ne pripada več ničemur. Ne. In hkrati ne zna biti samo on sam. Ne. Pa ne samo on, tukaj seveda je zelo pomembno, da ga postavimo v odnos s prijatelji, ki jih je pustil v Fužinah. To so Aco, Adi pa Dejan, ki pa so, ne vem, če bom uporabila pravo besedo, zgube v bistvu. Medtem ko imamo občutek, da ima še on možnost, ne, da ni popolna, da ni loser čisti, no, pa po opisu to, kar pripovedujete v tem romanu, so oni pa res pravi nesrečniki. Kaj se je njim zgodilo? Ja, nesrečniki so na podoben način kot Marko, bom rekel. Ne. Vsi štirje nekako ne znajo upravljati svojim življenjem. Ne. Nekako se jim življenje dogaja, ne. Jih vleče vsakega v svojo smer. Ne. Marko ima morda toliko prednosti pred njimi, da se nekako te lastne nemoči zaveda. Da ga ta lastna nemoč jezi, da bi se ji rad na nek način uprl, da bi lahko rad vsaj eno željo premore, da bi nekako prevzel neko vsaj stransko vlogo v svojem življenju. Ne. Pri drugih treh pa gre samo za to, da nekako sledijo dogodkom v lastnem življenju in pri tem seveda so bolj ali manj uspešni. Ne. Dogajajo se jim bolj ali manj grozne reči, ne. Sami pa nekako ne uspejo v to nekako posegati. Marko, to mislim, da je neko upanje, ki ga morda daje ta knjiga, je saj to njegovo zavedanje, da bi moral nekako najti način, kako spremeniti potek tega svojega življenja. Ne samo to, tudi Markov odnos do staršev je drugačen. Ne? Medtem ko jih v Čefurih zelo iskreno zmirja, pa jih ne mara na nek način, ne? Je tukaj bolj blagohoten. Oče zboli za rakom in on hodi v bolnico, mama je vsa nesrečna in seveda računa na tega sina, da bo v oporo njej in očetu. Tudi v tem smislu je on nekoliko, to je odrasel človek. Ne? No, to je tista točka, na kateri vsi odrasemo. Ne? Eni prej, drugi potem, te stvari so seveda nepredvidljive. Ko seveda dojamemo, da nismo več otroci svojih staršev, ampak da moramo mi seveda poskrbeti za svoje starše. Ko v bistvu se vloge obrnejo. Ne? Ko ne skrbijo več starši za nas, ampak mi za njih. In ponavadi je to dostikrat povezano z neko boleznijo. Ko začutimo, da starši niso več vsemogočni, da ne zmorejo več, ne, in da potrebujejo pomoč. Ne. In to zavedanje, ki ga Marko nekako na začetku romana nekako postopoma, bom rekel, pride do njega, ne, ga nekako vsaj malo potisne na to pot odraščanja. Ne. Tu nekje se zaveda, nisem več jaz sam in ni več tam moj oče, ki bo skrbel zame, ampak obstajajo zdaj neki drugi ljudje, ki nekaj od mene pričakujejo, ki potrebujejo mene. Ne. In to je izjemno pomembno, ne, za oblikovanje neke identitete. No, o družini bova govorila kasneje, ko pridemo do Fige. Še enkrat bi rada spomnila na Bosno, ki jo Marko, kot ste že omenili, zelo dobro spoznal v teh 10 letih, zelo žalostno
Bosno. In v tem delu knjige, ko govorite o Bosni, se mi zdi, da ste najbolj, ne najbolj vino, ampak da najbolj razumete to, kar se je zgodilo in kar se dogaja, in da ste tudi tukaj najbolj kritični, čeprav to izjemno elegantno pravite skozi humor. Torej, v tej knjigi je toliko smešnih stvari, smešni so dialogi, da je na trenutke, kljub vsej žalosti, se človek mora prav na glas zasmejati. Jaz moram reči, da sem ob tem zelo, zelo uživala. Zanima me pa to, kaj ste želeli podčrtati v tistih odlomkih oziroma v tistih delih, kjer govorite o tej nesrečni Bosni. Pa ne vem, če sem hotel kaj posebej podčrtati. V bistvu ali pa povedati, no. Ja, vsa ta knjiga nekako, vsa odločitev za to knjigo, da se vrnem k Marku, k njegovem svetu, k njegovem jeziku, je v bistvu se v meni porodilo zato, ker sem imel potrebo o nekih stvarih spregovoriti, o nekem svojem lastnem razočaranju s svetom, o nekem občutku, da se je, ne vem, 10-15 let nazaj, ko se je morda na trenutek zdelo, da bomo izplavali iz nekih težav, pa zdaj govorim mogoče o širšem prostoru, ne govorim za Slovenijo, ampak mogoče prostoru celotne te naše nesrečne regije, kot ji pravimo, ko se je zdelo, da bomo nekje končno se približali nekemu normalnemu življenju, se je stvar obrnila, kakor da bi neko upanje v obnovo tega sveta pošlo. Nekako so se vsi zavedali, da ta svet v bistvu od vojne dalje samo naprej razpada in da tega razpada nekako ni moč ustaviti. Ne. In se mi zdi, da takrat nekje so se začele stvari dejansko pogrezati same vase. Ne. In jaz sem to pač seveda vsa ta leta opazoval, mislim, predvsem preko ljudi, ki jih imam zelo rad, ki mi veliko pomenijo, in to je bilo vse boleče. Na nek način, ko sem videl, da tudi Slovenija po svoje gre malo v tej smeri, sem imel eno potrebo v bistvu o tem spregovoriti. Ne. In seveda iskal sem nek način, neka čustva sem imel, ki sem jih moral izraziti, in v enem trenutku se mi je zazdelo, da ta iskren, neposreden jezik Marka Đorđića, ki dejansko zna izraziti neke tudi zelo mračne stvari s humorjem na eni strani, pa vendar z neko neposrednostjo, tudi brutalnostjo na drugi, da v bistvu je tisti pravi jezik, s katerim lahko to izrazim. Ne. In kjer se ne rabim nekako zadrževati, kjer dejansko lahko ta čustva spet nekako bruhnejo iz mene. Ne. Zanimivo, ravno sem hotela se dotakniti jezika, prej nisem želela povedati, da sem imela pri tej knjigi malo več težav z jezikom kot pri čefurjih. Upam, da nisem edina, zaradi tega, ker se mi zdi, da je ta čefurščina, ki je ne moremo povsem razumeti, tukaj še bolj zgoščena, tudi brutalna, kot ste zdaj le rekli, ampak ni problem v brutalnosti. Sočna je, klena bi lahko rekli, ne tako z lepim slovenskim izrazom. Knjiga je res napisana v mešanici slovenščine in pa recimo temu, jaz rečemo kar čefurščine, ker itak vsi uporabljamo ta izraz, to je jezik iz Fužin. Mene zanima, to je jezik, ki ste se ga učili tistih 22 let, kot ste rekli prej. Kako vam je ostal tako svež, da je tako zelo uporaben bil tudi za to knjigo, niste nič pozabili, ste morali kaj posebej se truditi okrog jezika ali kar sam privrel na dan? Ja, ni bilo tako enostavno, no. Kot je bilo pri čefurjih, kjer dejansko sem se usedel in začel pisati v tem jeziku in bolj ali manj tisto, kar sem napisal, je potem tudi zelo minimalnimi popravki končalo v knjigi. Tu je šlo za en precej kompleksnejši proces. V bistvu je bil tudi moj strah, da tega jezika ne obvladam več, da ga nimam več v sebi. Ne. Zato sem v bistvu prvih nekaj poglavij napisal čisto poskusno, da vidim, ali zmorem nekako še pisati v tem jeziku, ali me to veseli. In na moje presenečenje sem ugotovil, da seveda lahko, ne, da ne morda tako kot pred 10 leti, da ta jezik ni več tako zelo živ, ampak da nekje nosim ta jezik še vedno
v sebi. Ne. Je pa res, da potem seveda je šlo prvič za premislek, kako bi govoril Marko po 10 letih življenja v Bosni, za odločitev, da seveda da ne morem tukaj čisto slediti nekim resničnosti, ne, skratka, verjetno Marko, ki bi 10 let preživel v Bosni, bi govoril bi vprašanje, kako dobro bi govoril ta jezik, skratka, da moram se bolj nekako nasloniti na jezik Čefurjev, ne, in nekje ponoviti vajo, bom rekel, ne. Ampak v prvi vrsti sem hotel vseeno, da pač nekako pride ven iz mene zgodba, pride v mene ta čustva. V drugem potem delu, ne, sem se pa v bistvu začel izrazito ukvarjati z jezikom in seveda iskati neko končno podobo, tudi tako, da bi bilo seveda branje lažje. Je pa res, da pač prva knjiga je postavila določene standarde, ki sem jih mogel upoštevati in ja, v tej knjigi zaradi tega je nekoliko več, bom rekel, srbo-hrvaščine, ker se pač več zgodbe dogaja v Bosni, ker več likov govori neko inačico srbo-hrvaščine. Ker je veliko dialogov in tu seveda bi moral potem kršiti neko postavljeno pravilo, kar pa nisem želel. Hotel sem seveda, da pač bi bil ta roman zvest sebi, svoji zgodbi, zvest Marku Đorđiću in pač kot tak pač nekako pristen in prepričljiv. Dejstvo pa je, ja, da pač določeni bralci, pa verjetno jih res ne bo malo, bodo imeli določene težave s tem jezikom. Tega sem se zavedal in v bistvu, če sem mi čisto iskren, sem pričakoval, da bo teh težav še več, pa nekako se večina bralcev vseeno prebije. Kajti treba je povedati, da je tukaj kar zajetnih 322. Vem, kako sem jih štela, ko sem brala, ker sem brala zelo, zelo počasi. Goran, dajmo slišati ta jezik, lepo prosim. Že prej sva se pogovarjala, da boste prebrali en odlomek in sugerirala sem, da bi tisti, ne bo prav hud, ne, ampak da bo tisti del, ki govori o Bosni, ki je v bistvu nekaj stavkov o streznitvenih stavkov, ko vam more človek kar pritrditi. Izvolite. Pred 10 leti, ko me je Radovan poslal v Bosno, sem mislil, da me pošilja v neko smešno državo. Žalostno, ampak smešno državo, v kateri ima vsak svojo pumpo. Pa v kateri ti doktori napišejo recept na liste, ki ga pošleš sorodnikom v Nemčijo. Pa iz katere so vsi Bosanci pobegnili, ostali pa so samo Srbi, Hrvati pa muslimani. Pa kjer lažje najdeš piramide kot žiranta za kredit, pa vse te fore. Samo da v tej Bosni ni bilo nič smešnega. Nikoli. In Srbi, Hrvati pa muslimani ali Bošnjaki ali Balije ali koji kurađe so, vsi oni nimajo nobene veze s tem. Pa piramide lahko da so, lahko pa da jih ni isti kurac. Ker je ta Bosna v kurcu 3-krat večjem od teh piramid. Ker Bosna sploh ni država, ampak je samo prostor, na katerem po nesreči živijo ljudje. Ma niti ne živijo, ampak samo so. In eni so oblečeni v delavce, drugi v taksiste, tretji v policaje, četrti v politike in tako dalje, ampak vse to je samo maskenbal. Noben v Bosni ni zares to, kar ti misliš, da je. Vse je samo predstava. Noben policaj ni zares policaj, noben politik ni zares politik. Še noben taksist ni zares taksist. Ti ljudje so samo tam, na policiji ali v taksiju niso nič. Profesori niso profesori in doktori niso doktori. Ker so vsi ljudje v Bosni niko in ništa. Ker je Bosna eno veliko niko in ništa. Lahko si ti redar v džungli ali pa si profesor na faksu, isto ti ga dođe. Ker si samo lik v zgodbi nekoga drugega. Dobiš tekst in ga govoriš. Samo spasiči so v Bosni lahko spasiči, ker oni odločajo vsem. Bosna je njihova igra, njihova predstava. To je njihova zabava. Jebeš ti jahte, pa avione, pa vikendice, pa kurve. V Bosni imajo spasiči svoje stranke, pa svoja ministrstva, pa svojo policijo, pa svoje televizije. Ma v Bosni imajo spasiči svoje narode in se igrajo. Kot video igrice se oni igrajo z milijoni ljudi, ker res je vrhunska zabava ta njihova Bosna. In v to Bosno je mene poslal Radovan.
Hvala lepa, Goran. Tako predlagam kratek glasbeni predah, potem pa zamenjamo roman. Hvala lepa, Marcel. Še se slišimo danes. To je bil venček Istrskih, toliko za kratko informacijo. Mi pa zdaj k figi. Kako dobro se prileže ta glasba, če se spomnimo na figo, in ta figa stoji v Momjanu, pred hišo Junakovega deda. To je knjiga, ki jo je letos bralo največ srednješolcev, maturanti so imeli kot delo, kot knjižno delo, ko so potem pisali esej. Zanimivo je, da je bila tema družinska, odnosi med generacijami. Mislim, da je izbira zelo logična za tole delo. Kajti v tem zajetnem romanu, ki je kar nekaj še več daljši od Đorđice Vrača, imate veliko opraviti z družinskimi razmerami in to kar s 3 generacijami. Gre za raziskovanje zgodbe teh 3 generacij. Kaj vas je vodilo pri pisanju oziroma kaj vas je zanimalo v tej družinski sestavljenki, lahko rečemo? No, marsikaj me je zanimalo v tem romanu. Se mi zdi, da nekako so se združila različna moja preizpraševanja. Čisto osnovna ideja ali pa vzgib za roman je bila nekaj misel o človeku, ki v enem trenutku se zdi sam sebi preveč ujet vsa razmerja, svoje odnose v dolžnosti, obveznosti, in ki se odloči pretrgati vse skupaj in začeti znova, ki pobegne, bom rekel, daleč stran. In zavedal sem se, da pač vsi mi na nek način čutimo to vrstno željo ali pa recimo čutimo breme teh odnosov, v katere smo v bistvu vpeti že z rojstvom. Družinska, prijateljska razmerja, potem seveda kasneje partnerska, starševska. Vse to nas seveda na nek način veže. In ves čas potem smo razpeti med tem, kar živimo, in neko idejo svobode. Sploh v današnjem času, ki nekako to idejo posameznikove svobode postavlja na pediastal in nam jo skoraj da vsiljuje. In tako da sem tu nekje
začel okoli te ideje, okoli tega roba, po katerem se ves čas prehajamo, sem začel graditi seveda ta roman, ki pa je seveda potem nastal tokom tega procesa veliko bolj, bom rekel, veliko širši, kompleksnejši in je vključeval še marsikaj drugega, kot pa to osnovno idejo. Če dovolite, bom kar navedla o vprašanje svobode, o čemer zapišete. Svoboda je utvara vseh utvar, le drugo ime za osamljenost. Svoboda je torej v tesni simbiozi z drugim. Pravite, vseh nas je strah ljubezni, ker je ljubezen tako nesvobodna, tako strašna, tako lepa in tako strašna, tako lepa in tako strašna, tako lepa. Mislim, človeka kar malce strese, ko preberete besede, no vi ste že dali pravi nastavek, ampak to je res nekako bi rekla skoraj da malček, ne nevarno, ampak zelo pošteno razmišljanje, moram reči. Kaj ljubezen torej ne rešuje. Vemo, da v teh zgodbah imamo dedka in babico, dedek pobegne v Egipt, pa ne vemo točno zakaj. No, šel je preprosto delati v Egipt, dedek je tisti, ki pride v Momjanu času začetka nove Jugoslavije. Safet, ki je tudi del, vsi pari so mešani, ne? Safet je izbrisan, vemo zakaj in kako, pobegne v Bosno, mlada dva, Anja in Jadran, Jadran je tisti, ki raziskuje, Jadrana pa zapusti Anja, se pravi, ali nekam zbežijo, ali jih nekdo zapusti, torej ljubezen ne zdrži, kaj je s to ljubeznijo? Ja, z ljubeznijo samo po sebi ni nič, ne. Je pa res, da pač je zelo krhka, ne. Zelo občutljiva stvar, ne. Odnos med dvema, ki mu mi rečemo ljubezen, ki pa je v bistvu skupek nekih čustev, en zelo zapleten odnos, ki ni samo, bom rekel, nujno ljubeč, je pa seveda prepleten z različnimi strahovi, skrbmi, dostikrat tudi zamerami, z nekimi obveznostmi, ki jih čutimo, nekim tudi včasih občutkom krivde in tako naprej. Vse to je že samo po sebi zna biti zapleteno, ne? In seveda, ko je postavljeno po neko realno življenje, v katerem se seveda dogajajo takšne in drugačne reči, in v tem romanu seveda imamo tri ljubezni v 3 različnih časih, takrat se seveda ta ljubezen nujno na preizkušnji, ne? In na nek način raziskujem v tem romanu tudi to, kako različni časi vplivajo na ljubezen, kako prevzamejo eno vodilnih, če ne celo vodilno vlogo v nekem intimnem odnosu, ne? Se vpletejo med dva, ne, ki se ljubita, in seveda pustita čas tam neko svojo sled, ne. In to se dogaja na zelo na različne načine, ne. Seveda eni so bolj subtilni, ne, eni so bolj brutalni, ne, z izbrisom, ne. Safet na nek način je pregnan iz države, Aleksandar, ne, je nekako potisnjen v situacijo, ko mora sprejeti dejstvo, da se bo preselil za nekaj časa v Egipt. V današnjih časih so pa te pritiski seveda drugačni, ne, ampak vseeno igrajo seveda določeno vlogo pri snovanju in oblikovanju družine. Te negotovosti, v katerih živimo, seveda tudi so pogosto vzrok, zakaj določene ljubezni ne preživijo, ne. Skratka, nismo nikoli čisto sami s svojim partnerjem oziroma z ljubeznijo, ki jo gojimo, ne. Vedno... Nikoli čisto do konca krivi, ne? Ne, nikoli nismo ne do konca krivi, seveda, ker zdaj vprašanje pa je, kolikšni meri lahko preložimo odgovornost in krivdo na zunanje okoliščine, kar glavni junak seveda želi, ne. Želi nekako s to zgodbo, ki jo pripoveduje o sebi, o svoji družini, o tej svoji dediščini, bolj čustveni dediščini, seveda nekako skuša početi to, kar na teh prostorih vsi počnemo, ne, od posameznika do celotnih družb, ne, ko skušamo vso svojo nekje odgovornost, osebno
družbeno prevaliti na seveda, na neko usodo, na neke okoliščine, na zgodovino. Nekako vsi se skušamo prikazati kot neke žrtve te zgodovine. In to je seveda to je Jadranova zgodba na koncu. Ja, zanimivo je, cel kup podrobnosti, seveda danes za nje nimamo časa, prepričana sem, da je ogromno ljudi knjigo že prebralo, ampak seveda znova odpirate vprašanje identitete, komu pripadam, kam, in vsi se to v tej knjigi tudi sprašujejo. Zanimivo je, meni je bila zelo ganljiva zgodba babice, ki izgublja spomin, in Aleksandra, ki je seveda njen soprog, tisti, ki je odšel v Egipt, ki jo tako skrbno neguje in ki enostavno, ko vidi, da ona izginja, ona odhaja zaradi pač nekih zunanjih okoliščin, to je pač bolezen, babica je dementna, in potem tista steklenička s zdravili, ki jo najde Jadran po dedkovi smrti, in ko se potem ves čas sprašuje, kaj pa če je, vprašanje, ali si je sam storil konec in tako naprej. Kup zanimivih stvari, ampak ker je to ena izjemno bogata in razvejana knjiga 3 generacij, nekje ste rekli, da ste jo oblikovali po principu montaže. Seveda, vi ste režiser, veliko časa prebijete v montaži, pa me zanima, kako je nastajala. To je bilo verjetno zelo zapleteno delo. Ja, mislim, ta proces pri Figi, ki ni sicer drugačen od procesov nastanka drugih mojih knjig, je bil vseeno daljši. Pač nekako so se v tem procesu združile različne zgodbe v eno. In rabil sem, mislim, da je nekje 3 leta, da nekje sem v glavi sestavil neke obrise zgodbe, da sem se lahko potem usedel in naredil nek osnutek. Pač potem, seveda, ko začneš pisati, se ta osnutek začne spreminjati. In pri Figi je bilo potem ves čas, v bistvu že med samim pisanjem, nekje ves čas je bil prisoten ta razmislek, kako zdaj te različne zgodbe preplesti med sabo, kako različne čase preplesti med sabo, kako skakati iz enega časa v drugega. To so zelo zahtevne stvari. Skok iz enega v drug svet, je za bralca v bistvu en tak šok, mislim. In ves čas sem v bistvu iskal neko to popolno, bom rekel, zaporedje. Verjetno, če bi se zdaj usedel, pa resno šel še enkrat skozi, bi gotovo, da se mi najbrž zdaj ne zdi več tako popolno in bi začel iskati na novo. Ampak dejstvo pa je, da pač te knjige nisem želel od začetka, se mi je zdelo, da mora imeti neko strukturo, ki je podobna strukturi spominov. Ta knjiga govori o spominih, govori o tem, kako varljivi so spomini, kako manipulativne so zgodbe, ki jih spletemo iz spominov, in hotel sem, da nekje je tudi ta zgodba urejena tako, kot so urejeni spomini, bolj kot nek mozaik, ki se počasi sestavlja iz nekih drobnih kamenčkov, nek kolaž, da se počasi sestavlja da notri, kot bi deževali ti kamenčki in padali drug zraven drugega iz različnih časovnih obdobij, da se počasi nekako ta slika sestavi. Tako da v tem smislu sem imel v osnovi idejo, da mora pač biti struktura takšna, kot je pa seveda tovrstnih struktur lahko nešteto. In tu je šlo seveda za vedno znova pač premišljevanje o tem, kako začeti, kam zapeljati, kje točno ustaviti določeno zgodbo, da si bralcu povedal ravno dovolj, da ti je pripravljen slediti in čakati, da se bo ta zgodba nadaljevala. No, nobenega dvoma ni, da pišete iz svojih izkušenj, čeprav ves čas tudi trdite, in to sem popolnoma prepričana, da to niso avtobiografski romani. Koliko je resnično vas v tem, pa vaše družine, seveda očitno vse te povezave z Bosno so tudi del vaše družinske zgodbe. Vi ste bili rojeni v Ljubljani in vaši starši, kot ste že povedali, so prišli v Fužine. Noben od njiju ni Slovenec, če se ne motim. No, koliko je to tudi vaša zgodba?
Ja, zelo. Ne. Mislim, jaz ne pišem avtobiografskih romanov, ne pišem avtofikcije. Pišem pa v bistvu zelo osebne zgodbe, ki so zelo močno, predvsem prostorsko povezane pač z mano in z mojo družino. Ne. Figa je tipičen primer tega, ne, ki odvija se na prostoru, ki je moj, ne, pač prostor Slovenije, Istre, Bosne. Ne. Vsi ti prostori so seveda prostori, ki jih nekako dojemam kot svojo neko domovino, predvsem čustveno domovino, ne, kulturno domovino. In ogromno je v teh vseh mojih knjigah pravzaprav nekih osebnih izkušenj, spominov, zgodb družinskih, ki pa so po večini potem zgolj neko izhodišče za nastanek neke fiktivne zgodbe. Ne. Skratka, jaz vzamem bodisi junake, bodisi kakšen zaplet, bodisi neke delčke neke zgodbe in se potem s tem poigravam. Ne. Kakšni delčki tudi ostanejo notri, neobdelani, ampak večinoma pač v bistvu iz nekih resničnih motivov, ne, spletam v bistvu izmišljene zgodbe. Ne. Tipičen primer tega je ravno zgodba, ki ste omenili o demenci, babičini demenci. Tudi moja babica je seveda bila dementna in tudi moj dedek je skrbel zanjo. In seveda ta del zgodbe v Figi je nastal na podlagi mojih spominov na to obdobje. Ampak jaz sem imel v bistvu nekaj par bežnih prizorov ob teh obiskih, ne, babice in dedka, nekako en vtis, kako naj bi bilo, kakšno naj bi bilo njuno življenje, ko mene ni tam, ne, kako naj bi se počutil moj dedek. Ne. In iz tega sem izhajal, ne. V bistvu celotno zgodbo pa sem si seveda nekako izmislil, ne, tako kot sem si na nek način izmišljena oba ta junaka, ne, Aleksandar in Jana, čeprav oba imata neke poteze mojih starih staršev. Ne. Tako, mislim, da je Figo morava tukaj končati. Ura teče, nič ne reče. Lepo prosim še za malo glasbe. Hvala, Marcel. Poslušate oddajo iz kulturnega sveta. Danes gostimo pisatelja Gorana Vojnovića in tu smo zdaj že pri novem poglavju, v katerem bi se rada dotaknila malce gledališča zaradi predstave, ki prihaja v Koper, in filma, ki ga tudi čakamo, da si ga pogledamo v kinodvoranah ali pa kje drugje.
Prav gotovo je izjemno zanimivo, da so vaše knjige prišle tudi na oder. Noči furij so prišli in na oder in v film. Zdaj prihaja na oder Jugoslavija, moja dežela. Predstavo bi morali že lani videti, nastaja v koprodukciji med koprskim gledališčem, pa moralo bi to biti gledališče v Banja Luki, pa se je zgodilo, primerilo tako, da to ni šlo, mogoče, če bo čas o tem malce kasneje. V vsakem primeru gre znova za iskanje nekoga iz družine oziroma za iskanje družinskih odnosov. Tokrat gre za Vladana Borojevića, govorim seveda o glavni temi romana, ki najprej misli, da je oče mrtev, ker mu mama seveda ne pove resnice. Oče je nekdanji oficir Jugoslovanske ljudske armade, Srb po narodnosti, ki izgine in ga nenadoma ugotovi, da ga iščejo kot zločinca na begu oziroma naj bi se pojavil v Hagu na sodišču. Za Vladana seveda je veljal za mrtvega. Torej gre za iskanje očeta, ki ga išče na Balkanu, potem se tukaj zgodi cela vrsta zgodb. Pa bom vprašala kar naravnost. Nekje ste rekli, da tega romana ne bi mogli zdaj napisati, da ste ga lahko samo takrat. Povejte mi, zakaj. Ja, to je roman, ki se mi zdi od vseh mojih romanov do zdaj daleč najbolj pogumen. Nekako predrzen. Mislim, zdaj celo malo nejeverno gledam, oziroma se spominjam samega sebe izpred 10 let, ko sem se lotil take teme, nekako povedati roman o vojni v Bosni, in to ne nekako strani, ampak direktno nagovoriti vojne zločine, skratka postaviti v bistvu sam sebi in potem seveda tudi bralcu vsa ta vprašanja, ki so me preganjala, in to storiti na nek način zelo neposredno. To se mi zdi pač, da danes, ne vem, če bi se kar tako spustil spet v to avanturo. Ne vem, če bi si nekje upal živeti še z nekim vojnim zločincem v glavi toliko časa. Nekako takrat se mi je zdel, malo sem bil pogumljen seveda z uspehom svojega prvega romana, malo sem se zavedal, da seveda, če hočem biti pisatelj, da moram nekako spraviti določene stvari iz sebe, da moram tiste stvari, ki me najbolj nekje težijo, nekako izkričati. Ampak dejstvo je, da pač danes bi verjetno nastal precej drugačen roman. In zanimivo je, da pač Jugoslavija je daleč najbolj uspešen moj roman, predvsem, ko govorimo o prevodih, nagradah. V koliko jezikov je preveden? Mislim, da že bližamo se številki 20. Bil je nominiran za neki nagrade tako v Nemčiji kot na Hrvaškem. Prejel je nagrado v Italiji, v Latisani, in pa seveda nagrado Angelus na Poljskem. Bil je uvrščen med 5 najboljših prevedenih romanov v Litvi. Doživel res številne zapise. Nekako, čeprav ne vem, jaz sam osebno nekako še vedno nekje najtežje v bistvu kot bralec ta roman zapopadem v celoti. Se mi zdi, da dejansko je prišel iz mene nekako sam od sebe, bom rekel. Ampak dejansko, mogoče ravno zaradi tega je ta roman toliko bolj zanimiv in predvsem pa mislim, da je to še vedno zelo aktualna tema, še vedno zelo boleča, in tudi zato me ne preseneča na nek način, da bo zdaj ta roman doživel že svojo drugo gledališko uprizoritev.
Prvič seveda je ta roman uprizorjen v ljubljanski Drami, tokrat je prišla pobuda v bistvu iz Bosne, seveda na začetku iz Banja Luke, potem se to, čeprav smo bili lansko leto marca že tik pred premiero. Dogovorjeni, že začeli vaje. Ja, No, v oklepaju naj povem, da se je vmes zamenjala direktorica banjaluškega gledališča, ki je rekla, ne, tega pa ne bomo delali. Kljub temu, da so vsi se strinjali s tem, da to ni proti srbsko delo in tako naprej. Ja. In so potem našli novo gledališče v Prijedoru, kamor se pa iz Banja Luke vozijo igralci še zmeraj 60 km daleč na vaje, ker želijo to delo izpeljati do konca. Ja, to je vse res, seveda. Ne? Mislim, zanimivo je pač, da ta roman na nek način od začetka spremljajo seveda napadi, da je, ne vem, protislovenski, jugonostalgični, zdaj, ko bi ga mogli odigrati v Banja Luki, pa so nenadoma odkrili v njem neke protisrbske elemente. Sam naslov je provociral tudi na Hrvaškem, ne. Tako da zame je to seveda dokaz, da ljudje še, predvsem v Bosni, pa tudi drugod po Balkanu, še vedno nekako se niso soočili s tem, kaj se je dogajalo. Ne? Še vedno tega niso nekje ozavestili, še vedno o tem niso pripravljeni govoriti, zato se v bistvu še toliko bolj veselim te premiere v Prijedoru. Ne? Greste v Prijedor? Če bo vse po sreči, da. V Kopru vas pa gotovo vidimo. V Kopru me pa ko bo zagotovo premiera, vidite. ja, tako. Mislim, predvsem me zanima ta reakcija publike, ker se zavedam, da predvsem v tem, bom rekel, srbskem delu Bosne še toliko manj se govori o teh stvareh in se mi zdi še toliko bolj pomembno tudi vztrajanje, ne samo režiserja, ampak vztrajanje vseh igralcev, da s to predstavo nadaljujejo. Skratka, lahko bi rekli, potem, ko se pač ni šlo v Banja Luki, da pač smo poskušali pa nič, ampak mislim, da igralska ekipa, ne, ki ima seveda zelo različne izkušnje, ne, tudi imajo seveda ena od igralk ima seveda očeta, ki je zaprt zaradi vojnih zločinov, ne, skratka zelo različne izkušnje te vojne. Njim se je zazdelo, da je to pomembno nadaljevati, da je o tej temi pomembno spregovoriti in sploh v teh časih, ko seveda se zopet pogovarjamo o nekih delitvah Bosne. Ne. Ko imamo ne papirje, ne non-paperje. Ja, se mi zdi v bistvu zelo pomembno, da se ta predstava zgodi. Predvsem pa, kolikor spremljam, res zaupam režiserju Marku Misirači in njegovim sodelavcem, da bodo naredili izvrstno predstavo in veselim se tako premiere v Prijedoru kot premiere v Kopru. Ja, naj povem, da sodelujejo 3 igralci iz koprskega gledališča v tej predstavi, ki seveda igrajo Slovenca, ki sicer predstava nastaja v bosanskem jeziku. Mogoče samo to, nimava časa odpirati te teme, gotovo bomo imeli priložnost, ko pride predstava v Koper in sicer, da seveda Vlada najde očeta, se srečata, spoznata in zanimivo je to, da tega očeta sprejme in da je to pravzaprav malček tudi roman o odpuščanju, ne, in o nekakšni spravi, bi lahko rekli. No. Ni to, da tega očeta zločinca popolnoma zavrne. Tako, tega se veselimo, to prihaja. Zdaj pa še nekaj minut namenimo filmu, ki čaka. Vemo, da je seveda slovenski film doživel z njim vred, ker so vam itak ustavili možnost, da bi ga pokazali, film, ki je bil že lani končan. Torej, grozne razmere v Sloveniji, kar zadeva film, pa ne samo zaradi epidemije, ampak tudi zaradi obnašanja Ministrstva za kulturo in pa naše vlade. Žal je to treba povedati tako, kot je. Nekoč so bili ljudje, ste snemali pred 2 letoma, ga končali in se mu lani za festival slovenskega filma odpovedali, ker ste raje izbrali letošnji, gotovo dosti bolj zanesljiv termin. Zanimivo je, da je to nekakšno, če smem hipotetično tvegati, nadaljevanje vašega Piran-Pirano. Spet se dogaja tukaj nekje na Tromeji, scenarist je menda Italijan, no ne bom nadaljevala, povejte nam kaj več, kaj nas čaka v tem filmu Nekoč so bili ljudje. Ja,
Gre za svojevrstno nadaljevanje filmske zgodbe Piran Pirano, namreč na snemanju tega filma sta se spoprijateljila dva izmed glavnih igralcev, Muamer Kasumović in Francesco Borchi, ki sta se potem po snemanju filma še družila in med nekim druženjem seveda oba v zgodnjih jutranjih urah prišla na idejo, da bi še kdaj skupaj posnela kak film. Francesco se je takrat spomnil ene predstave, v kateri je nastopal v Pratu v Toskani. Poklical Tomaza Santija, ki je bil avtor teksta za to predstavo in mu predlagal, da bi napisal seveda filmski scenarij. Potem je bilo seveda tu še nekaj ovinkov, preden so prišli do mene s to zgodbo. Jaz sem predlagal, da jo preselimo na tromejo Slovenije, Avstrije in Italije. Potem smo to nekako skupaj naredili, napisali nekaj verzij scenarija, dobili denar, film posneli, ga lani februarja dokončali, uspeli še pokazati ekipi. V začetku marca, mislim, da smo imeli 5. ali 6. marca projekcijo za ekipo. Celo takrat so še uspeli nekateri avtori te predstave se pripeljati iz Trsta in potem so se odpeljali nazaj v karanteno. Mi smo jim se še 14 dni smejali, potem smo šli pa v karanteno še mi. Tako da, no in od takrat v bistvu nekako čakamo na priložnost, da ta film pokažemo. Nekako upali smo, da bo nekje priložnost jeseni, izkazalo se je, da ne. Potem smo v bistvu se odločili počakati na pomlad oziroma poletje, ker bi ga vseeno radi pokazali vsaj delno v občinstvu, v dvoranah, na velikem platnu. Zavedamo pa se, da bomo morali seveda hkrati prikazati to tudi na internetu. In jaz res upam, da ga bomo to poletje uspeli pokazati. Ja, jeseni bo sigurno... Ste ga prijavili na festival? Seveda, jeseni bo pač potem tudi v Portorožu, skratka, da bo to nekje bolj povezano s njegovo distribucijo. Skratka, nismo hoteli lani pokazati film na festivalu, potem pa ga publiki pokazati šele leto dni kasneje. To se nam ni zdelo smiselno, zato smo takrat se odločili, da filma ne prikažemo. Letos pač upamo, da bo poleti možno prikazati film. Upamo tudi na obali, ne? Ja. Do takrat držimo pesti, zdaj pa še zadnja zgodbica, kanček zgodbice. Še en film prihaja septembra, zanesljivo, in to je seveda vaš ljubi Eurobasket. To je dokumentarni film, danes ste prišli iz montaže, iz Ljubljane naravno sem. S tem filmom naj bi obeležili 4. obletnico slovenske zmage, ki jo beremo tudi v knjigi Đorđice Vrača. Ves čas skrdeča nit teče tole evropsko prvenstvo, pri tem, da je seveda Marko malo hudoben na koncu, ker reče, Slovenija itak ne more nič v basketu, ne? No, o filmu zdaj povejte, kaj nam boste pokazali. Ja, tudi to je film, ki je bil načrtovan za lansko leto, ne, in ki ga v bistvu tudi delamo že precej časa, ne, ki ga je tudi pandemija, bom rekel, upočasnila, na nekem trenutku se je zdelo že skoraj ustavila, ampak ja, trenutno vse kaže na to, da bo film do septembra končan in bo imel na 17. septembra na 4. obletnico slovenskega osvajanja zlate medalje na Evropskem prvenstvu tudi svojo premiero. Slovenija bo takrat še vedno aktualna evropska prvakinja v košarki. In ja, to bo en precej drugačen film, bom rekel, in od mojih knjig in od mojih filmov, predvsem po tem, da je to film s srečnim koncem. Zelo pozitiven. Mislim pa, da bo tudi zabaven in čustven, ne, tu nekako mislim, da v ospredju bodo čustva, ne samo tista čustva navijačev, ampak tudi čustva igralcev, ki so nekje čustveno za naše kamere podoživeli vso zgodbo tega prvenstva. In to je seveda nek, mislim, tak film, ki jih pri nas nimamo veliko, ne. Mislim, da nimamo filmov o teh veliko filmov o teh velikih športnih uspehih, na katere smo blazno ponosni, ampak nekako vedno se nam zdi nekje, da
filmarjem se zdi, minister za kulturo, da je to stvar športa, športniki nekako niso vajeni snemati filmov in potem tu ponavadi te filmi slabo končajo oziroma se niti ne začnejo. No tu, hvala Bogu, je Košarkarska zveza Slovenije se odločila ta film podpreti in ga bomo imeli. Odlično, zelo se ga veselimo, ko me čakamo. Goran, jaz bi še kar klepetala, ker se je z vami izjemno lepo pogovarjati. Hvala za to odlično sogovorništvo. Seveda hvala lepa tudi vsem, ki so sodelovali pri pripravi in izvedbi te oddaje, ekipi Radia Koper, producentki Kseniji Kos, snemalcu Tadeju Tadiću, asistentu Maksimu Verganu, za streaming je poskrbel Mitja Jazbec, za osvetlitev pa Ožbej Černe. Hvala tudi Zvezi kulturnih društev, ki je dala pobudo za to današnjo oddajo na drugačen način. In hvala seveda tudi vam, drage poslušalke in poslušalci pri sprejemnikih, pa redkim srečnicam in srečnežem, ki so bili danes tukaj z nami v studiu. Oddajo sem pripravila in vodila Neva Zajc. Slišimo se spet čez teden dni. Hvala lepa.